Pozdravljeni in dobrodošli v svoji družbi. Jaz sem Liza Marijina in vodila vas bom skozi enourno yin yoga prakso iz omahovanja v odločnost. Začeli bomo s somatsko meditacijo, potem se bomo zadržali v nekaj yin yoga položajih in zaključili še z eno somatsko vajo. Vsa moja navodila so samo povabila, ničesar vam ni treba. Kadarkoli lahko položaj zaključite prej ali ga prilagodite, kakor vam ustreza. Potrebovali bomo 2 bloka, trak, bolster in odejo. Če tega nimate, lahko uporabite 2 debelejši knjigi. Poskusite najti 2 približno enake debeline. Namesto traku lahko uporabite daljši šal in en večji vzglavnik ali pa več njih namesto bolstra. Jaz sem si pripravila kar 2 odeji za vsak slučaj. Zdaj pa vas vabim, da najdete sedeč položaj, ki vam najbolj ustreza. Sama si sedne kosti rada podložim z odejo, da lažje sedim pokončno. Udobno se namestite, sproščeno se poravnajte. Zaprite oči, če vam to ustreza, lahko pa pogled usmerite na eno točko pred sabo. Vodila vas bom skozi somatsko meditacijo, ki se imenuje utelešeno sidranje. Razširili se bomo v vse smeri, v dolžino, širino in globino svojega bitja. Poiščite središče, kjer se hrbtenica počuti prijetno. Občutite dele telesa, ki se dotikajo tal. Vaše sedne kosti in trtica so zasidrane v tla in poganjajo korenine daleč v zemljo. Energija se izteka navzgor skozi hrbtenico vse do temena in naprej. Občutite svojo dolžino. To je vaše dostojanstvo, vaša lastna vrednost. Vredni ste že samo zato, ker obstajate. Rodili ste se in to je čudež življenja. Vizualizirajte, kako se sedne kosti in trtica še naprej ukoreninjajo navzdol, nasprotno pa teme glave sega navzgor proti nebu. Ponovite za menoj, lahko na glas ali v mislih. Vredna sem. Vreden sem. Vredna sem. Ohranite ta občutek dolžine v sebi. Zdaj si predstavljajte krila na svojem hrbtu, ki se širijo vodoravno na stran. To je vaša širina. Vizualizirajte, kako se vaša krila širijo še naprej in naprej, tako daleč, kot si lahko zamislite. To predstavlja vašo pripadnost in povezanost s svetom. Kot da bi s temi krili objemali vsa bitja. Še naprej se razprostirajte vstran in ponovite za menoj. Pripadam. 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 Ohranite svojo širino, svoja krila. Zdaj pa se razširimo še v globino. Vizualizirajte, kako se prednji del telesa razteza naprej, zadnji pa nazaj. Globina predstavlja varnost. Z vsakim vdihom se širi vaš trebuh, prsni koš, širi se hrbet.
Z vsakim vdihom ste varni. Ponovite. Varna sem. Varen sem. Varna sem. Občutite zdaj svojo dolžino, širino in globino. To je vaša celovitost, vaša živost. Počasi se premaknite. Vabim vas, da se uležemo na hrbet. Pokrčite kolena in postavite blok pod križ. Predlagam, da se naslonite na največjo stranico, lahko pa tudi kako drugače. Roke iztegnite nad glavo ali pa jih položite ob telo, če vam je tako ljubše. V Yin jogi obstajata dva razloga za premik. Po določenem času se telo odpre in to lahko izkoristite za poglobitev položaja. Če pa imate občutek, da bi se lahko poškodovali, si brez slabe vesti dovolite, da zmanjšate razteg oziroma intenzivnost položaja. Lahko pa ga tudi popolnoma prekinete.
Počasi pokrčite kolena, odstranite blok. Lahko ponovno iztegnete noge ali pa jih pustite pokrčene. Opazite, ali se v telesu prebujajo kakšni občutki, čustva. Se je kaj spremenilo? Prevalite se na bok in si pomagajte v sedeč položaj. Zdaj pa postavite skupaj podplate. Naj ne bodo preblizu medenice. Zdaj bomo nagnili trup naprej in razteg naj bi čutili na zunanjem delu nog. Glava lahko prosto visi, lahko pa jo podprete z blokom ali dvema, mogoče z bolstrom. Yin yoga je kot ljubezen. Če prehitro skočimo v razmerje, mogoče spregledamo kakšno rdečo zastavico, lahko si ranimo srce ali pa prestrašimo drugega. Podobno je v yin jogi. Če gremo v položaj prehitro, si lahko nategnemo mišico. Po drugi strani pa, če preveč oklevamo, lahko izpademo nezainteresirani in s tem odženemo drugega. In če se ne prepustimo v položaj, se lahko prikrajšamo za marsikatere koristi. Zato je yin yoga kot ljubezen. V položaje se poglabljajmo počasi in nežno, kakor v razmerje. In tako bomo čutili polne koristi.
Počasi se vzravnajte in iztegnite noge. Ulezite se na hrbet ali pa v kakšen drug nevtralen položaj. To počivanje med samimi položaji je izjemno pomembno, da lahko energija prosto teče. In predvsem, da tudi sami lahko opazimo razliko, kaj se je spremenilo. Je kje že telo bolj sproščeno, težje, lažje. So kakšne senzacije. Pokrčite kolena, prevalite se na bok, nato pa se s pomočjo rok počasi dvignite v sedeč položaj. Če imate občutljiva kolena, predlagam, da si jih podložite s podlogo. Gremo namreč na vse 4. Postavite si bloka predse v širino ramen. Meni osebno je všeč, če si ovijem odejo okrog bokov za tak dodatni občutek zaščite. Dlani položite na boke. In spustite glavo proti tlom. Prilagodite položaj kolen, da boste stabilni. Občutite, kako se področje srca sprošča in odpira. Vse, kar bremeni srce, lahko zdaj izročite zemlji, ki vas tako ljubeče podpira. Kar naj izteče.
Počasi se dvignite, odstranite bloka. Jaz bom tokrat počivala kar na trebuhu. Zdaj pa se prevalite na hrbet. Pomaknite se rahlo v levo. Desno nogo premaknite še bolj v desno. Čez njo pa položite levo nogo. Z desno roko nežno povlecite levo roko proti desni, tako da ustvarite obliko banane s telesom. Občutite razteg v stranskem delu trupa. Pazite, da je vrat poravnan, da ne pride do prevelikega stiskanja vratnih žil. In poglejte, če vam ustreza, da sta nogi ena čez drugo, ali pa bi jih mogoče raje postavili eno ob drugo. Ta položaj stimulira meridian žolča, ki pomaga pri odločnosti in prevzemanju iniciative.
Vrnimo se v nevtralni položaj. Zdaj pa medenico premaknite rahlo v desno. Levo nogo prestavimo proti levi strani blazine, čez njo pa damo desno ali zraven nje. Z levo roko rahlo povlecite desno. Naj vas povabim v refleksijo, kje v svojem življenju omahujete. Kaj si želite storiti, pa ne storite. S čim zavlačujete. Kje čakate na impulz ali pa dovoljenje iz okolice. Spet vas vabim v nevtralen položaj. Vzemimo si še minutko za integracijo. Izkoristite ta čas in opazujte, če so kakšni občutki v telesu, kakšne razlike glede na prej.
Zdaj pa spet pokrčimo kolena, približajmo stopala. Levo stopalo položite čez desno koleno. Desno nogo pa podprite z blokoma ali z bolstrom. Če želite razteg na levi nogi še okrepiti, lahko uporabite trak pod desnim kolenom. Lahko pa tudi preprosto prepletete roke pod kolenom. Zdaj pa sprostite nogi in zamenjajte stran. Desno stopalo položite na levo koleno in levo nogo potegnite proti sebi.
Stegnite noge in počivajte. So kakšni občutki v nogah? So noge kaj daljše? Težje? Počasi pokrčite kolena, prevalite se na bok in se počasi dvignite. Spet gremo na vse 4. Desno nogo premaknite naprej proti rokam. Stopalo premaknite še bližje k levi dlani. Usedite se na tla in pokrčite še levo nogo. Levo roko položite na desno nogo in zasukajte trup v desno. Desno roko lahko položite na blok, če vam to pomaga. Rada bi z vami delila zgodbo, ki jo je dedek povedal svojemu vnuku. Takole gre. V vsakem človeku živita 2 volka. Prvi je volk strahu, neodločnosti in dvoma. Drugi je volk navdiha, poguma in odločnosti. Ta 2 volkova se borita med sabo. In je vnuk vprašal svojega dedka: "Kateri volk pa zmaga?" In dedek je odgovoril: "Tisti, ki ga hraniš." Ta zgodba mi je ljuba, ker odlično povzema človekov notranji boj. Vsi imamo v sebi tisti pogumen, optimističen del, ki je poln idej. Imamo pa tudi notranjega kritika, prestrašenega perfekcionista, ki ni nikoli zadovoljen. No, na nas je, kateremu bomo dali več prostora. Počasi sprostimo zasuk. Naslonite se na dlani in zazibajte kolena v levo in desno. Zdaj spustite kolena v levo in prilagodite položaj.
Desno roko položite na levo koleno in zasukajte trup v levo. Levo roko pa lahko položite na blok. Počasi sprostimo zasuk. Še enkrat zazibajmo kolena levo in desno. Zdaj pa si vzamemo še enkrat počitek v nevtralnem položaju, recimo na hrbtu. Prevalite se na bok in se usedite. Razširimo noge. Tokrat bomo potrebovali bolster, najverjetneje, no. Ampak za vsak slučaj ga lahko postavite zraven svoje medenice. Če težko sedite vzravnano, si podložite sedne kosti.
Vsekakor ni cilj, da bi noge raztegnili čim širše. Cilj je, da najdete naraven položaj zase. Zdaj pa nagnite trup na eno stran, na tisto, kjer imate bolster. Lahko se naslonite nanj ali pa na nogo. Če je glava pretežka, jo podprite z roko. Če hočete še povečati razteg, iztegnite še drugo roko nad glavo. Verjetno čutite tule v stranskem delu trupa in pa na notranji strani stegen. Zdaj med drugim stimuliramo jetrni meridian, ki je po tradicionalni kitajski medicini povezan z jezo. No, zdrava jeza ima svojo vlogo. Lahko nam pomaga, da se premaknemo z mrtve točke, da postavimo meje in da stopimo v akcijo. Počasi se prevalite na drugo stran. Poglejte, kako vam ustreza. Mogoče z roko čez glavo, mogoče roko pustite ob strani, mogoče glava rabi podporo. Če vam je prej odgovarjalo slonet na bolstru, lahko prestavite bolster. No, naj vas še enkrat povabim v refleksijo. Kje v življenju bi bilo dobro, da se razjezite, pa se ne? Kje se umikate, da vam ne bi bilo treba postaviti meje? Kje odlašate? Na katerem področju ste bolj sposobni, kot to pokažete navzven? Koga vaša prava moč ogroža? Se je bojite?
Vrnimo se na sredino. Poglejmo, kako je naše telo. Zdaj se bomo nagnili naprej. Čelo pa si lahko podstavimo z blokom ali dvema. Ali pa pustimo, da glava prosto pade. Ok, čas je za zadnji počitek. Počasi se lahko pritegnemo. Jaz bom tokrat ostala kar v položaju fetusa. In tudi vas vabim, da si najdete svoj najljubši položaj. Počasi se dvignite v sedeč položaj, čaka nas še zadnja vaja. Telo razdelimo na 4/4, najprej na polovico in nato še enkrat na pol. Jaz bom začela z zgornjo levo četrtino. Z desno roko tapkam po celem zgornjem delu roke. Raziščite, kakšen dotik danes najbolj ustreza vam. Mogoče je to močnejši stik, mogoče je to samo nežno božanje. Nadaljujte z desno stranjo.
To se posvetimo še levi nogi. Lahko se tudi dvignete. Mogoče vam ustreza glajenje. Mogoče si želite močnejše masaže. Mogoče vaše telo danes potrebuje več nežnosti. Zdaj pa končajte še z desno nogo. Tako, upam, da ste odkrili svojo moč, ki se je že ves čas skrivala v vas. Želim vam veliko dobrega in ostanite v svoji družbi. Pa še nekaj. Moj fant je predlagal, da bi naredil avtorsko muziko za tale yoga klas. No, jaz nisem bila čisto ziher, ker meni tišina res paše. Se mi zdi moj glas navodila že kar dosti, no, kar se zvoka tiče. In me zanima, kaj mislite vi? Ste mogoče pogrešali muziko? Vabim vas tudi, da napišete kakšne druge predloge. Kakorkoli bom vesela vašega feedbacka. Naročite se na kanal in ostanite v svoji družbi.